prišel skoraj da do strela, pa vendar ne, sedaj pa Saša Ranič, še vedno Ranič in 11 metrovka. 11 metrovka v 17. minuti. Grški sodnik Zografos ni razmišljal prav ničesar. Tu Saša Ranič, ki je dobro ukanil branilca, prišel v kazenski prostor, še na počasnem posnetku, potem pa tam prekršek Saharova, ki je pritekel pomoč obrambi in 11 metrovka v 17. minuti. Nad Raničem. Kdo bo izvajal? Aleš Kokot v lanski sezoni v domačem prvenstvu. Dvakrat uspešen iz 2 poskusov. Aleš Kokot in 1-0. 17. minuta, 1-0, Aleš Kokot. Tudi slovenski reprezentant na njegovi 9. evropski tekmi tudi prvi zadetek, in sicer z 11 metrov. Še na počasnem posnetku z drugega zornega kota igralca, vratar v eno stran. Žoga v nasprotni kot in označeni Šturmu. Vikmaje. Uspel je podati v sredino, ker pa je Puš. Elegantno mimo 2 nogometašev. Komac. Dolga podaja, tokrat brez prepovedanega položaja. Šturm hitrejši do vseh. Šturm in odlično tokrat Mac znova v 2 potezah. Komac, Šturm v 6. minuti oziroma v 51. minuti. Elegantno, enostavno, še na počasnem posnetku. Gostujoča branilska vrsta, praktično povsem v liniji, kar je tokrat drago stalo. Šturm je stekel pravočasno, ni bilo prepovedanega položaja po dolgi podaji Andreja Komca, potem pa rutinirano bomo dejali, čeprav je Šturm še mlad nogometaš. Poglejte takole, vratar je postal na eno stran, žogo pa nekoliko na drugo in Goričani vodijo 2-0. Za Janija Šturma na 3. evropski tekmi tudi prvi zadetek. Šturm je nas opozoril predvsem v minuli sezoni, nekajkrat že jeseni, potem pa spomladi, ko ni bilo Mladena Kovačeviča, je dosegel nekaj odločilnih zadetkov za drugi državni naslov goriške vrste. Ranič proti Pušu. Puš, Rodič. Elegantno, znova Šturm, brez prevedenega položaja in 3-0. V 1 minuti praktično 2 zadetka. Znova Jani Šturm. Tokrat po podaji Rodiča, prejle po podaji Komca. Ko se stvari odprejo, tu ni bilo prepovedanega položaja, kajti spodaj številka 4 je, kot radi rečemo, v igri goriškega napadalca držal mladi 19-letni Enar Jager oziroma Jeger. Šturm pa je pokazal, da je res pravi napadalec. Torej, že njegov drugi zadetek in po številu zadetkov v evropskih tekmovanjih, pokalih, se je izenačil z Robertom Težačkim, ki je pred to sezono zapustil goriško vrsto. In je takoj 2 igralca, mislim pa, da tudi Pavel Pini pripravlja prvo menjavo. Sedaj na nasprotni strani vratnica, ki je zadev Aleksandar Saharov. Nekaj smole tudi za gostujočo ekipo. Tu je Saharov še na počasnem posnetku, neugoden strel takole, žoga je zavijala in končala v vratnici oziroma vratnica je rešila Piriha. Da, žoga je v prvem kolu, najhuje je bilo v sezoni 99-2000, ko jo je Partizan izločil skupnim izidom 10-1. Dvakrat pa v zadnjem obdobju veliko tesneje, v sezoni 2002-2003, jo je recimo ciprski Apoel izločil le skupnim izidom 1-0. Apoel je potem, če se spomnite, v drugem predkolu izločil slovenskega prvaka Maribor. Na napad Flore za Hovajko in mojsterski gol tega nogometaša.
V 24. minuti nadaljevanja, torej 69. minuti še na počasnem posnetku, Havisku je podal, potem pa vole neobranljivo Zahovajko. Vjačeslav Zahovajko, torej zares imeniten zadetek, lahko rečemo zasluženo, kajti gostje so že v prvem polčasu več poizkušali, a šele sedaj prišli do zadetka. Najučinkovitejši napadalec Flore, torej strelec. En gol je dosegel tudi že na prvi tekmi v Talinu. Zahovajko tokrat mimo vrat. Iz ugodnega položaja je Vjačeslav Zahovajko zgrešil. Že tretji zgrešen strel gostov v tem drugem polčasu, še na počasnem posnetku. Goriška obrambna vrsta je tokrat znova naivno, bom dejal, izpadla, potem pa diagonalni udarec mimo vrat. 22-letni Zahovajko je res da predal čudovit zadetek, to da imel danes vsaj še 2-3 lepe priložnosti, iz katerih bi tudi lahko zadev. Jaka Šabec. Šabec na levi strani. In Lekot. Lekot za goriško vrsto.